Na letošnji likovni koloniji Izak Lipavci je sodelovalo 12 umetnikov iz 6 držav, in sicer iz Slovenije, Poljske, Češke, Črne Gore, Mehike in Italije. Dela teh umetnikov pa so od konca oktobra na ogled postavljena na razstavi v gradu Beltinci. Več o letošnji že 27. likovni koloniji pa umetnostni zgodovinar. Morda za začetek ena posebnost. Letošnja kolonija nas je obogatila z kar velikim številom likovnih umetnikov iz tujine. To pomeni, da se likovna kolonija odpira v prostor, da širi prostor svojega zanimanja, hkrati pa omogoča nam, ki jo spremljamo likovno umetnost, morda vpogled, ali se umetnost, ki jo prinašajo ti naši gostje, kaj razlikuje od naših, ali so kaj drugačni, ali nam kaj novega kažejo. Tako sklenemo takoj zaključek, likovna umetnost je univerzalna. Tu ni, da bi govorili o kakršnikoli nacionalni umetnosti, posebej v tej sodobni likovni umetnosti, ampak je likovna umetnost univerzalna. Po mojem mora likovna umetnost nositi neko sporočilno noto, nek simbolni presežek, ki ga kažejo podobe, in ta presežek je tista univerzalna stvar, ki je jasna vsem ljudem na svetu, če se razume na likovno umetnost. Drugo se mi zdi vredno, da omenim, da se tudi širi park skulptur ob Vučji jami, torej bogati se prostor narave, ki naj bo v bodoče, pa verjamem, da tudi že sedaj, nudil tudi duhovno rast, duhovno obogatitev vseh tistih ljubiteljev narave, ki hodijo samo v naravo ali okrog Vučje jame, ali pa tudi poiščejo tam kakšen navdih za kakšno svojo intimno stvar. Torej, samo pozitivne stvari o letošnji likovni koloniji. Umetnostni zgodovinar je sicer ob odprtju zbranim podal nekaj značilnosti letošnjih umetnin, predvsem z namenom, da se naredi uvid v likovno delo. Kot je poudaril, imajo vsa letošnja likovna dela presežke, le videti jih je treba. Vsa dela sodelujočih avtorjev so na kratko opisana tudi v katalogu, ki ga je izdalo Društvo za napredek umetnosti Aquila Lipavci. Pred slovesnim odprtjem razstave pa je zbrane pozdravil tudi župan občine Beltinci Marko Virag, ki je poudaril, da so v občini veseli, da se slikarji toliko let vračajo v Lipavce. Nekako, da sem pred, kako sem prišel, sem si sadno pa ponovno začel stvari prešteti o sami tej koloniji, se pravi že 27. po vrste, in sem tudi prišel do nekega spoznanja oziroma nekega zanimivega stavka, ki je bil napisan že dolgo nazaj, kaj je umetnost oziroma likovna umetnost ni nikoli izčrpano sredstvo za izražanje, za sodelovanje, predvsem pa za povezovanje. In točno nekako te tri besede oziroma te stavek bi lahko bil glavna iztočnica tudi Izakove kolonije. Torej, izražanje seveda vidimo v vseh teh izdelkih, vsem umetnikom, vsem avtorjem del, zahvala, pohvala seveda. In nekako pravim, to sodelovanje, povezovanje in izražanje je nekako neka rdeča nit te kolonije. Jaz verjamem, da teh 27 je bilo zelo uspešnih, uspešnih in verjetno tudi ta kolonija, da je vedno uspešna, dokler bodo sodelovali na prvi vrsti domačine, Lipavčare, ki nekako so gonilna sila, nikoli ne zmanjka nekak elana, mi na občini, bom prav politiki, suportiramo maksimalno take dogodke, predvsem iz tega vidika, ker gre za povezovanje in sodelovanje več narodov, pomeni, idemo izven svojih meja, in točno to je tisto, kar si nekako tudi jaz osebno želim, kot da občina začnemo premikati to miselnost, ko idemo mimo svoje meja, predvsem tudi se pravi, da grejo predstavniki krajevnih skupnosti najprej navzven, to pomeni, ko idemo, ko smo kot občina, kot enota, in potem tudi kot občina nastopljamo povezovalno z ostalimi občinami, seveda potem pa tudi, ko idemo v svet, tako kot
gre likovna kolonija Izak oziroma likovna kolonija Aquila. Razstava del, ki so jih sodelujoči umetniki na likovni koloniji ustvarili, bo sicer v Beltinskem gradu na ogled do 22. novembra.